posredovali tudi preko lokalnega časopisa, preko Rešeta. Nekateri ste bili tudi povabljeni. Tu v naši sredini bi pozdravil Jožeta Piščaka, urednika Demokracije, ki bo današnji pogovor tudi vodil. Zraven mene magistra Rado Pezdir, ki se je ukvarjal in bo tudi predstavil ta del ekonomije globoke države ali pa sistema, kako to deluje. In tudi na povabilo se je zval dodatno še magister Igor Omerza, ki bo predstavil pa tudi del, ki je pravzaprav neposredno povezan s to globoko državo. V bistvu gre za nek sistem ali pa režim upravljanja v modelu, ki se ukvarja s finančnim delom, je pa še opravljal vrsto drugih del, v katerih bo pa kolega Omerza povedal kaj več. Zdaj pa predajam besedo Jožetu Piščaku, da začnemo tudi uradno pogovor. Izvolite. Gospod Tanko, hvala lepa. Tudi v mojem imenu bi vse pozdravil. Gospod Tanko je že predstavil današnje goste, današnja gosta, gospoda Omerzo in gospoda Pezdirja. Veseli smo, da nas je povabil v Ribnico, kjer imamo lahko že 39. etapo vse slovenske turneje revije Demokracija, na kateri predstavljamo naše knjige, avtorje naših knjig in pa avtorje in knjige, ki so bile izdane v samozaložbi. Pozdravljam tudi naše gledalke in gledalce, ki nas spremljajo v neposrednem prenosu. Do zdaj jih je bilo že več kot 3000 v teh več kot 30 etapah. Gospod Tanko, bomo mi da kar začela. Čeprav računam, se vam izteka 6. mandat za poslanca Državnega zbora. V tem zadnjem sklicu Državnega zbora se zdi, da se je še posebej degradirala funkcija politika oziroma tudi predsednika vlade, oziroma se je degradirala kar v celem desetletju z raznimi naturščiki, z raznimi ljudmi, novimi obrazi, pa govorimo o Bratuškovi, o moralnem Cerarju in ne nazadnje o Marjanu Šarcu, ki pa je, hvala Bogu, leta 2020 vrgel puško v koruzo in prepustil vlado desno-sredinskim strankam. Meni se zdi to tragikomično. Ja, dejansko je po zadnjem predsedniku vlade, bil je to zapahvrem tisto leto Janez Janša, smo bili priča v bistvu vodenju, ali pa so vodili vlado ljudje, ki so bili brez izkušenj, tako brez, notranje političnih izkušenj, kakor še bolj pa hendikepirani so pa na zunanjem političnem področju. Zdaj, če vzamete Bratuškovo, ki je prišla za Janšo, še prej so poskušali tudi z Jankovićem, Cerar, Šarec, Marjan, to so ljudje, ki niso imeli z neposrednim vodenjem, z poznavanjem delovanja sistema, z upravljanjem države, v financi in tako naprej, pravzaprav nobenih resnih izkušenj. Zato tudi niso najbrž čutili nobene odgovornosti, vse je potekalo pač po neki inerciji in na nek način je vse potekalo tako, kot zdaj le spremljate na soočenih, samo tisti kabelček se ni videl. Zadaj, to so bili ljudje na vsi, ki so bili na nek način spromovirani, postavljeni, vrženi v neko vlogo, obljuba jim je bila dana, zavedali so se, da brez ozadja, ki je upravljal tudi z mediji na vse zadnje, ne morejo narediti nič in tako so tudi ravnali v tem delu. To se pravi, čakali so, kaj je bilo ukazano in tudi take politike so potem naprej vodili. Zdaj, v bistvu zdaj na nek način čutimo,
kaj pomeni biti predsednik vlade, prej pa kaj pomeni biti v teh 2 letih. Ne. Če zdaj samo to ukrajinsko krizo pogledate, ne, se je Janša upal priti s predlogom tako do NATO, ne, ker smo člani, tako do Evropske komisije, Evropskega sveta in tam pač v parih dneh doseči rešitve, ki so se akceptirali praktično soglasno vsi. Če se spomnite, ne, rekel dejanj prej, ne, Šarec niti ni upal na predstavitev v Evropski parlament, kjer bi prebral nek referat, ne, in odgovoril morda na par vprašanj. To se kaže na to, ne, koliko samozavesti ima kdo, ne, koliko si kdo upa, kakšen status tudi ima v teh mednarodnih institucijah. In glavni target zdaj, glavni napad, ki se vrši recimo na funkcijo predsednika vlade, je prav to, ne, zakaj se Slovenija tako izpostavlja, ne se ne umakne v ozadje, da čaka, ne, kaj bodo storili, bom rekel, vplivne države, vplivne članice. Eden od, bom rekel, pomembnih stvari, ne, ki se je zgodila zaradi tega odstopa Šarca, je lanskoletni julij, ne, ko je prišlo do pogajanja o razdelitvi evropske pogače, ne, za naslednje 5-letno obdobje. Tam, če bi bil Šarec, ne bi čakal, kaj bodo dodelili. Ne. Janša je tam igral aktivno vlogo, iztržil več, kot je bilo po kvoti dodeljeno Sloveniji, izpogajal tudi boljše pogoje, ne, to se pravi več nepovratnega kot kreditnega dela, ne, in tudi ta načrt za okrevanje, ne, je bil za Slovenijo dodeljen v večjem delu, v pomembnejšem delu z večjim zneskom kot sicer. In na vse zadnje tudi nekaj 100 milijonov evrov je prišlo dodatno za zahodno kohezijsko regijo, ker če bi se takrat pogajali, ne vem, Cerar, če bi se to pogajala Bratuškova, Šareca, ne, Janković, kdorkoli, tega denarja Slovenija ne bi nikoli videla. Nikoli. In jaz mislim, da že to, ne, da si nekdo upa priti z neko idejo, z nekim predlogom v neki krizni situaciji in uspet doseči, ne, potem to poenotenje evropskega vrha, ne, pomeni to eno strahotno veliko priznanje. In na vse zadnje, ne, če zdaj spremljate te svetovne medije, praktično skoraj ni dneva, ne, ko ne bi, ne vem, vplivni svetovni mediji, ne, recimo CNN, en takih najbolj znanih iskali, bom rekel, intervjuje in odzive našega predsednika vlade. Šarca niso poznali. Kakšnega prej tudi ne, in tako je to ne, približno ne, to zgleda v praksi. Ne. Ni vseeno, komu se podeli zadeva, komu se podeli mandat, ne, da upravlja z državo in se bori za koristi in prednosti in ugodnosti Slovenije na svetovnem in evropskem parketu. No, sej gospod Šarec, ko je bil nekoč vendar v Bruslju, ko je bil še predsednik vlade in se ga vprašal, kaj se v neki zadevi misli, je rekel, jaz mislim tukaj, da mislim, da bo Slovenija naredila tisto, kar so se pač drugi izmenili, ne, tako je njegovo delovanje. Gospod Tanko, zdaj pa eno vprašanje, zdaj ta leve stranke so šle pač v opozicijo, kjer se pa tudi dogajajo čudne stvari. Eden tak res norih stvari je zakon o dohodnini, kateri so nasprotovali, pa čeprav bi se vsem zaposlenim povečale plače. Še celo šefica sindikatov je rekla, da ne ve, zakaj so proti. Ne ve, zakaj so proti povečanju plač. Kako se vi razlagate, kako sploh lahko nekdo glasuje proti temu, da se ljudem povečajo plače? No, gledajte, glavna naloga sindikata, ne, je bitka za plače zaposlenih. Ne. To je edina naloga, v bistvu, ki je bila. Vse ostalo je tako, ne, bolj okrasjo. In zdaj, če sindikati kolektivno nastopijo proti povišanju neto plač, za katere ne bi delodajalci plačali nič, ampak bi se to znižalo, ne, pri tej dohodninski odmeri, ki gre v državni proračun, potem to veliko pomeni. To so pravzaprav edini znani sindikati, ki so proti plačam.
proti povišanju neto plač. Je pa res, ne, da je do tega povišanja prišlo, ne, mimo sindikatov. Ne. Se pravi, vlada in delodajalci in sindikati niso šli za pogajalsko mizo in se tam utrujali, ne vem koliko časa, in niso sindikati uspeli niti izsilevati kakšne stvari. Ne. Tako da s tem se je v bistvu pokazalo, ne, v Sloveniji in tudi drugod, ne, da se da do dobre plače tudi brez sindikatov. In jaz mislim, da bodo ljudje počasi to spoznali. Če bomo dobili še en mandat, najbrž bodo na tem področju se dogajale še spremembe, pozitivne spremembe za ljudi, ne, in bodo ljudje počasi tudi ugotovili, da je to neko tkivo, ne, ki pravzaprav ovira razvoj Slovenije. Zdaj, razlog, ne, ki so ga potem nekako družno izumili sindikati in, bom rekel, opozicijska politika, ne, je to, da jih skrbijo javne finance. Javne finance so pa glavni vir globoke države. Ne. Iz tega se preko raznih, ne, inštitutov, civilnih družbenih organizacij, okoljskih organizacij in tako naprej, ne, Mirovnega inštituta, Zavoda Maska in podobnih, ne, črpajo javna sredstva. In s tem se ta parasistem tudi oplaja, ne, si tudi dela bazo, ne, volilno in tako, ne, in enostavno so to ti, ki se borijo za javne finance, v bistvu so to tisti, ki so čisti potrošniki, ne, javnega denarja. To se pravi tistega, ki ga z davki zberemo v proračun, in oni držijo takole roke, ne ustvarjajo, držijo roke in čakajo, da bo kaj prišlo, ne, na tak drugačen način do njih. Velika večina tega takega. Ne. Rabo civilno družbo, seveda imamo, ne vem, gasilce, humanitarne organizacije in tako naprej, ampak to niso ti, ne, ki živijo, ne, od tega. Recimo, zdaj sem dobil podatek, da Ljubljana, ne, mesto Ljubljana, iz mestnega proračuna letno financira 18 milijonov evrov za take inštitucije. Mesto Ljubljana. Če se spomnite morda nekega dogodka iz zgodovine, ko je bil še minister za okolje Leben, tisti, ki je odstopil, je zahteval pri enem izmed rebalansov, da se za njegovo področje da dodatnih 7 milijonov za razvoj civilne družbe. To je bila pač njegova zahteva in izglasovano je bilo. Mi imamo težave, ne, ker pač denar usmerjamo v produktivne naložbe, ne pa v, bom rekel, govorjenje, ne, in ne vem, razne proteste in tako naprej. Skratka, pri nas gre za to, da se nekaj iz tega, kar se zbere, naredi. Gospod Pezder, gospod Tanko je omenil in javne finance, na katero je vezana globoka država, pa preden vam dam besedo, bi še nekaj povedal, namreč trenutno se dogaja še ena novost, namreč neka nevladna organizacija 8. marec, ki se ima za civilno družbo, zdaj zbira podpise za referendum, da bi razveljavili domnevno škodljive zakone, ki jih je sprejela desnosredinska vlada. Jaz sem šel to gledati, to je na 8 straneh napisano. Če gledam z ekonomskega vidika, bi rekel tisto, kar je že rekel Hayek, če bi se socialisti spoznali na ekonomijo, ne bi bili socialisti. Je pa še nekaj drugega. Namreč, ta nadzakon, ki ga ne bi sprejemali oziroma odločali na referendumu, meni se zdi, ko sem ti zbral, da se skuša legalizirati nek sporedni mehanizem, o katerem piše tudi gospod Pezder. Katere so tiste značilnosti sporednega mehanizma, glavne značilnosti? Hvala za vprašanje, Jože. Hvala gospodu poslancu Tanku za priložnost, da sem danes lahko v Ribnici. Lep pozdrav vsem, ki ste se udeležili današnjega dogodka in seveda tudi tistim, ki nas spremljajo online. Če bi na kratko opisal osnovne značilnosti vzporednega mehanizma, bi zagotovo mogel izpostaviti to,
da institucionalni vrhovi države vodijo politiko upravljanja z institucijami na način, ki ni zakonit, niti ni reguliran, niti ni zapisan v ustavi. Ampak gre za neko neformalno komunikacijo centrov moči, ki vzpostavljajo svoje interese, seveda na račun vseh ostalih državljanov. Sprav, da gre za en tak navidezen paradoks, ko tisti, ki zajemajo institucije, ne upoštevajo absolutno nobenega elementa, ki institucije vzpostavlja. Recimo, primer iranske milijarde je že tak, ne? Šla je mimo vseh regulacij, zakona o bančništvu, internih predpisov banke, ampak stekla je pa preko ključnih točk na sami banki ob izključenih regulatorjih, vse od Banke Slovenije, Urada za preprečevanje pranja denarja, do seveda policije in mestoma tudi Slovenske obveščevalne varnostne agencije. In to je tista značilnost. Vladajo vam po dveh tirih. En tir je pač ustavno-zakonodajni, ta drugi tir je pa neformalen, o zlorabi institucij. In ta neformalen je težek milijarde. Omenili ste primer Farrokh. S primerom Farrokh gospod Pezdir začne tudi svojo knjigo. Zanimivo je, da pač ta primer Farrokh je prišel ven šele preko preiskovalne komisije, ki je preiskovala zlorabe v slovenskem bančnem sistemu, ki so pripeljali do te druge sanacije bank. Gospod Tanko, vi ste bili prvo podpisani pod to zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije. Brez zapletov ni šlo. Ja, seveda, tukaj moram reči, da mi nismo mogli zbrati dovolj podpisov, da bi zahtevo vložili. Mi smo, če bi vložili s 300 podpisi, bi bila ta preiskovalna komisija odrejena in to preiskovalno komisijo bi vodil nekdo iz podpisnikov. In mi v tedanji konstelaciji opozicije smo zbrali 25 podpisov. To se pravi vse, kar nas je bilo SDS-ja in Nove Slovenije in Matjaža Hanžka. In tu smo se par mesecev dokle dogovarjali, iskali podpise, podpore in tako naprej. In na koncu smo potem to zahtevo vložili in jo odločil, da je državni zbor je mogel odločiti. Zdaj zavrnili so težko, ampak v tem primeru, ko je prišlo do glasovanja v državnem zboru, pa je to pomenilo, da večina, koalicija določi, kdo bo preiskovalno komisijo vodil. Se pravi, ne podpisniki, ki smo vse pripravili, ampak koalicija. Ampak v tistem času smo potem iskali nekako rešitev. Simona Kustec je bila takrat vodja koalicijskih poslancev, Cerarjeve stranke, 34 glasov je imela, več kot nas je bilo vseh podpisnikov. In potem sem se z njo pogajal in jo prepričeval, zakaj je dobro, da mi to vodimo. Kako bo to izgledalo, vse smo mi pripravili, gradivo, gor, dol, potem boste pa vi določili, kdo bo to vodil. In v tedajni koaliciji je bil dogovor, da bi to preiskovalko vodil Janko Veber, ki se je takrat vračal, ko je bil razrešen ministrstvo za obrambo in so mu pač iskali neko kompenzacijo, neko zadoščenje za to, ker je šel z neke pomembne funkcije, da bo čistam. In jaz sem se tu v času ukvarjal s Simono Kustec, da smo jo prepričali tik pred glasovanjem, da podpra, da damo mi predsedujočega za to komisijo. Tukaj je potem popustila, je bilo veliko špetelja potem v koaliciji, ampak tudi tam so bile, te ribarije med posameznimi poslanskimi skupinami in potem tudi pri nas problem, koga določiti. Niso bili tudi tisti, ki so bili ekonomisti, po stroki so imeli na nek način težave, ker to je le zahtevna zadeva. Velika večina je tudi pač delovala zraven, tudi tukaj in potem sem na nek način predlagal, da to Logar, doktor Logar to prevzame, ni bil zadovoljen. Ker je vedel neko, ker je to vedel, kako je to zahtevno in tako naprej. In te zadeve pa Farrokh, zdaj
neposredno preiskovalna komisija ni bila namenjena, recimo temu, ne? Ker je preiskovala, bom rekel, bančne, izginuli bančni denar, ne bom tako rekel. Farok ni bil izginuli bančni denar v tem smislu, ampak po moje ne so to potaknili zraven, zato da so poskušali prekriti, ne, in pa nek problem na nek način tudi preko preiskovalne komisije rešiti. Ne. Oni so se znebili problema, ki bi slejko prej nekoč prišel, ne, in bi bil samostojen projekt, ne. Zdaj so pa to se zapeljalo v to bančno sanacijo, ne, na koncu, in je to preko paralelno se to vodilo in se ta pozornost na nek način delila. Tako je moje mnenje. Ne. Tako da ta Farok, ne, to pranje iranskega denarja, po mojem potakne, preiskovaliti. Hvala, gospod Pester. Večkrat ste omenili, da vas je pri pisanju tele knjige Vzporedni mehanizem globoka država spodbudila ravno ta druga sanacija slovenskih bank, ko ste se vprašali, kako je mogoče, da je slovenski bančni sistem tako slabo odnesel. Ja. Seveda, druga sanacija slovenskih bank, ne, je bila, kako bi rekel, krona vsega, kar se je začelo dogajati po letu 2008 v slovenskem gospodarstvu, ki je doživelo dobesedno implozijo. Najprej so bila prezadolžena podjetja in niso mogla več odplačevati dolg in se je seveda prihajalo do velike mase stečajev in posledično visoke brezposelnosti. V naslednji fazi smo zelo jasno dojeli, da so naše banke dejansko nič vredne, da je v teh bankah skrita posebna finančna piramida, ki je nastala tako, da so pravzaprav na medbančnem trgu pobirali poceni posojila, potem so jih pa plasirali v interesne sfere, za katere je bilo jasno, da nikoli ne bodo vračali ničesar. Take zadeve kot pidovski baroni tipa Darka Horvat ali pa gradbinci in oziroma ostale vse velike zgodbe, ki so odnesle milijarde. In seveda končna zgodba je bila težava še v javnofinančnem izkazu Republike Slovenije, ki je pač grozila v temu, da gre Slovenija kolektivno kot država proti stečaju. Takrat je bilo to leta 2012 dejansko potem stabilizirano in se je odvrnilo. Ampak kar je bilo zanimivo, mi smo veljali za tranzicijsko zgodbo o uspehu. Zdaj, večino ekonomistov, ki smo po zdravi pameti, tega nismo verjeli, ker smo razumeli, da se v ekonomiji dogaja nekaj čudnega, nismo znali pa popolnoma in nedvoumno detektirati, kaj je to čudnega. Ne? Ampak to je vendarle bilo malo preveč, ker nobena država jo ni tako slabo odnesla, pa toliko časa ni nobeni državi kriza trajala, ne na Poljskem, ne na Češkem, Madžarskem, niti ne na Irskem, niti ne v kjerikoli drugi zahodnoevropski državi ali pa državi evroobmočja. In moje vprašanje je seveda bilo, kako je to mogoče, kako lahko zguraš do leta 2008, potem pa kar enkrat implozija brez fantastičnih razmer. Ne? In jaz sem začel preučevati omrežja. O omrežjih se je že veliko govorilo, ampak jaz sem rekel, jaz grem na pač akademski način z neko metodologijo to preučiti, da vidim, koliko so močna omrežja pri zaustavljanju normalnega razvoja slovenske ekonomije. In bolj, ko sem jih, najprej jih je bilo zelo enostavno definirati, ne, z poslovnimi pa lastniškimi povezavami. Ampak bolj, ko sem v to zgodbo kopal, bolj mi je bilo jasno, da ko grem proti 90. letom, tam se začne privatizacija, celoten greh vzpostavitve omrežja, bolj vidim skupni imenovalci in to je neko podjetje iz davčne oaze, ki lastniško ali pa poslovno živi v teh omrežjih. Ni pa to tuje podjetje, ker izključno dela samo Slovenijo. Kar me je napeljalo na to, da sem rekel, ajde, pozabimo vse za enkrat, gremo čisto iz Felpca gledati, kdaj je bilo prvo podjetje iz recimo Cipra, Lichtensteina, Luksemburga, Britanskih Deviških otokov, prisotno v slovenski ekonomiji. In šel sem v arhiv, šel sem v Udbovski arhiv, nisem toliko na glas govoril, ker se je zdelo, da zdaj se je pa Pezderju že dokončno zmešali, zdaj pa že Udbov preučuje, ne? Ampak ta prvo gradivo, ko sem naročil, sem videl, da se izplačal. Ker ugotovim, da leta 1951
po nareku Partije Udba v Liechtensteinu ustanovi podjetje Kolkomerc-Vaduz skupaj z slamnatimi lastniki, ki pa so nič manj kot švicarski švercarji cigaret. In od tam naprej se začne mi zgodba razvijati, se začne premikati pred 90. letom. Še vedno ne vedoč, kaj bom jaz zdaj ugotovil, pa a bom jaz prišel do tega, kar sem izvoljno začel preiskovati. In bolj, ko sem šel pred 90. bolj postaja jasno, da ta sistem postaja vse bolj kompleksen, vse bolj stabilen, da se dodajo še dodatni elementi. 68. banka gre noter, 89. ustanovijo banko v Švici. In potem pride ključen trenutek. Ugotovim, da preko celega tega sistema pred padcem Berlinskega zidu se izvozijo družbena sredstva, se skrijajo, prezimijo padec Berlinskega zidu in tistih 2 let Demosove vlade, potem pa se začnejo kot privatna sredstva vračati nazaj v privatizacijo. Začne se kupovanje slovenskih podjetij, začne se oblikovati slovensko omrežje, vzpostavi se bančni sistem, ki samo še pumpa denar v pravo smer. In kar naenkrat se začne moč Partije vračati in zacementira svojo pozicijo, prav zahvaljujoč vzporednemu mehanizmu in denarju, ampak družbenemu denarju, ki so ga izmaknili vsem nam. In to potem pripelje do te enostavno hiše iskati, ki iz enega samega zunanjega šoka skolabirala celotno slovensko ekonomijo. Zato, ker je bil sistem naslonjen na vzporedno ekonomijo in ni mogel normalno delovati. Zdaj bi rekel tako na kratko, sem razumel, da nisem na kratko odgovoril. Gospod Omerza, vi ste napisali že 17 knjig o Udbi. Ste vodilni raziskovalec delovanja Udbe. Torej, Udbo dobro poznate. Udba vsega tega, kar je tudi gospod Pezdir govoril, ne bi mogla početi brez vednosti oziroma ukazal partije. Seveda, Udba je samo instrument vrha partije oziroma enostrankarskega režima, vrha tega režima. Samo ime politična policija pomeni, da je bila vodena od politike. Niti ne od članov partije, mislim, ne od članstva, ampak od vrha partije, ozkega kroga partije, ki je vodil to tajno politično policijo, v tem smislu, da je seveda branila ne državo ali pa ustavno ureditev, ampak branila je oblast, enopartijska oblast, v bistvu diktaturo je branila, ne, na notranjem področju in seveda zalezovala je politično emigracijo. Govorimo slovenski, so bile pa še druge republiške udbe, ki so počenjale isto, ne, pa so imeli še zvezno udbo. Pri nas je pa še tako, ne, da je bila prva udba pod imenom VOS, varnostno-obveščevalna služba, se pravi tajna politična policija, ustanovljena že 15. avgusta 1941 v Sloveniji, ne. Potem se je to spojilo v Ozno, pa naprej v Udbo. Udbo je ponarodil izraz izhaja iz uprav državne bezbednosti, to je srpskega izraza za upravo državne varnosti. Potem leta 1966 pa uradno postane SDV, ne, oziroma SDD po srpsko, oziroma SDS ampak služba državne sigurnosti, ne, Hrvaška, pa še Makedonska in tako naprej. Ampak kar bi zame zanimivo, mi lahko rečemo, to je zgodovinsko, ne samo proučevanje. Ampak pogledajte, če gledate knjigo Radona Pezdirja, ne, on to prenese, to vzporedno ekonomijo in bančništvo, ki se je takrat gospodarstvo se je oblikovalo znotraj Udbe, seveda pod nalogo in pod nadzorom partije, se je to vse preneslo preko tranzicije in do današnjega dne praktično zaključuje Radon to knjigo. Ne. Se pravi, to ni samo zgodovinsko proučevanje. Pa še več moramo videti, ne. Kdo pa danes je spravil svet iz tečajev? Bivši KGB-ovec. Se pravi, ker vse socialistične tajne politične policije, tudi naša, so izrasle iz stalinistične tajne politične policije. Ne. Tu je imela razne oblike, ne, in recimo Putin je bil KGB-ovec. In danes bivši KGB-ovec, lahko rečemo udbaš, če prevedemo na našo terminologijo, je danes spravil svet iz tečajev. Se pravi, da proučevanje tega režima, ne, prejšnjega, se vleče v današnji svet, recimo
pri nas na ta način, kot je rado pokazal, na svetovnem nivoju malo, pa pravzaprav je bivši KGB-evc spravil vse tiste čase. Zato je pomenilo, da te stvari proučujemo. Glede, tukaj zdaj govorimo, da se pač ta vzporedni mehanizem globoke države, prej UDBE in partije, prenesel v nov demokratični sistem. Gospod Omerza, vi ste aktivno sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije in pri demokratizaciji Slovenije, bili ste tudi politično aktiven, ali ste bili takrat kakšni poskusi, ne vem, da se neka stara praksa s partijo prekine? Glavna težava takrat je bila, da smo mi rabili partijo v osamosvajanju. Ker Slovenija se ni samo demokratizirala, to je bil proces, ki je bil neustavljiv. Težava je bila ustvariti svojo državo. To je bila težava. Poglejte, Češka, čeprav je potem razpadla na dva dela miroljubno, Poljska, Romunija in tako naprej, Bolgarija, so bile vse države že. One so samo vse demokratizirane in so bile demokratične države. Slovenija je bila v okviru Jugoslavije in zaradi določenih odnosov v Jugoslaviji smo mi hodili ven iz družbe. In takrat smo rabili celo Slovenijo. Vse ljudstvo, vse politične stranke, brez tega pa ne tako uspešen. Tako da smo takrat če še dajmo z nožem na prejšnjo oblast, bi prišlo do nekega državljanskega konflikta, recimo, če bi izvajali ilustracijo. Pa tudi nismo v političnem učenju za ilustracijo. Celo v Demosu so bili nekateri proti ilustraciji. Mi nismo v političnem učiniti, tudi če bi hodili narediti, ampak če bi jo naredili, bi imeli državljanski spopad, hkrati imeli pa spopad z recimo JLA ali pa z Miloševićem. In to ni bilo vzdržno. Tako da smo mi takrat te stvari nekako isto bilo na Hrvaškem, Tuđman je vzel udbovske morilce v svojo službo, ki so pobijali emigracijo od zunaj. In zato je bila, recimo, je bilo to takrat zanemarjeno. Plus to, jaz sem bil takrat generalni direktor SDK, mi smo imeli 2000, mi smo začutili to privatizacijo družbenega premoženja, seveda smo imeli izjemno razvito inšpekcijsko službo in smo naredili 2000 zapisnikov o privatizaciji. Iz tega je potem, ko sem jaz začel Romana Rogarto dala tožilstvu, niti praktično nobene ovadbe iz tega ni bilo. Jaz ne mislim, da je zdaj tožilstvo bilo afront proti temu, da se to preganja. Ampak res pa je, da mi nismo imeli ustrezne tudi zakonodaje. Da bi, veste, takrat zakonodaja še ni bila ustvarjena za ta prehod. In jaz mislim, da glavni razlog je v tem, da smo mi toliko energije dali v to osamosvojitev. Da nismo mogli takrat zaostrovati stvari, določene stvari, pa tudi če si v vojni, si pred vojno, je težko delati neke normalne stvari, v mojem mnenju. Gospod Pezdir, če se vrnemo k vaši knjigi, vi opisujete tudi začetke delovanja UDBE in vzpostavljanja vzporednega mehanizma. Srhljivo je, da se je UDBA začela ukvarjati s švercom cigaret, sodelovati z italijansko mafijo. Opisujete kakšen primer? Je seveda srhljivo, če razumete, da država z vsemi institucijami in pritiklinami državnosti pridobiva finančna sredstva za švercom cigaret, alkohola in prepovedanih drog. To je absurdno. Taka država, da bi se danes pojavila, to je nekaj takega, kar recimo, ne vem, deli Somalije ali pa kaj takega, kjer je glaven pogon kriminal. Ampak moramo biti na čistem, da je to pač srhljivo, kaj je ta država, kaj je padlo na pamet in vodstvo te države. Ni bilo pa nepričakovano, ker namreč ta država oziroma njena oblast in politična ideološka blaznost je pripeljala do tega, da so se podjetja uničila, da so se podjetniki zapirali, da so se podjetniki likvidirali. In seveda zelo malo so ostali brez kapitala. In ker so bili toliko zelotski in se odcepali od zahodnih trgov in navezali na Sovjetsko zvezo, ki je bila vedno izkoriščevalec v kakršnikoli konstelaciji, so ostali brez vsega. In ker so ostali brez vsega, so mogli enostavno biti prisiljeni v šverc čikov. To zdaj, ko sem jaz rekel, biti prisiljeni, ni bilo toliko dramatično za njih, vidimo po najrazličnejših zapiskih njihovih konferenc, torej konferenc ekonomskega oddelka UDBE, ki ga je vodil Niko Kavčič,
ki to z lahkoto obravnavajo. Ne. Še več, vidi se ta šizofrenija bivšega sistema, ki na eni strani preganja vse, kar sam malo zadiši po kapitalizmu, na drugi strani grejo pa tisto, kar se greje, hardcore kapitalizem. V Liechtensteinu 51 ga odprejo v offshore podjetje, zato da se izognejo švicarskim regulativam in davkom. In razpravljajo, kako jo obračali denar, kako jo kupovali devize, kako jo prekupčevali na forex trgih, kako bojo kupovali različne finančne instrumente od obveznic in delnic, na moč nora zadeva. Ne? Ampak ta zgodba o tej ljubezni med slovensko partijo in udbo, pa na drugi strani italijanskim kriminalom, združenim organiziranim kriminalom, 50 let ne gre stran. Jaz sem v vsakem desetletju na letu na epizodo, ko se neki šverca, pa so na drugi strani Italijani. Pa naj bo to cigareti, hašiš, ali pa da kar prosto sodelujejo, da so to prosto poslovni partnerji službe državne varnosti v kazinoju Portorož, kjer italijanska mala del Brenta kot poganik sicilijanske mafije drži posojilno službo in v zahvalo določen odstotek daje službi državne varnosti oziroma jim nakazuje prek panamskega podjetja na švicarske račune, kjer pač hodijo visoko rangirani udbovci, načelnik, naprimer Ivan Eržen, in dviguje ta denar. Zdaj, ko sem rekel, leta 90, ko sem rekel Ivan Eržen kot načelnik službe državne varnosti, kot pa dviguje gotovino, razumite, kaj vam govorim. Služba državne varnosti ne naredi ničesar, če predsednik CKZKS to eksplicitno ne ukaže. Kdo je bil pa predsednik CKZKS? Mi smo v obdobju pa zelo dobro vemo, ne? Ženov sošolci z pravne fakultete, to je Milan Kučan. Veste, to imate take zadeve, ko zmanjka denarja, ne, v proračunu za to, da služba državne varnosti pod Silvom Gorencem kupi helikopter pa prisluškovalne naprave, enostavno vrhovi slovenske politike, se pravi vrh CK in izvršni svet, torej tedanja vlada, rečete, izvolite, tam imate v Portorožu cigarete, prišvercite jih. Pa da vam bo lažji, bomo tisto v cajtu iz Piranskega zaliva umaknili v policijo, carino in vojsko. To so nerazumljive zadeve. Zdaj, tukaj med nami je poslanska, vam bo povedal, da sigurno ne gre tako, da bi Stušek prišel do Šilca, pa bi mu Šilca rekel, v DZ so že sprejeli proračunni denarja zate, imam pa ene čike tam v Portorožu Švedci. To je nenormalnost bivšega totalitarnega sistema, ki je v bistvu sramota, je velik blam, bi ga rekel Srbi. Gospod Tanko, vi ste delali v 80 letih v Inlesu, mislim, da ste bili direktor tehnični ali... Ne. Tudi na koncu direktor, dobro leto pa še malo. Ste se vi kaj soočali z tem potokom denarja pri poslovanju? Ste poslovali s kakšnimi čudnimi podjetji, ki so znana udbovska podjetja, kot je Genex in tako naprej? Poglejte, zdaj, takrat, ko sem bil na Inlesu do leta 1994, zadnjo leto in pol sem bil direktor največje holdinške družbe, oziroma, kaj to že bilo, odvisne družbe, znotraj holdinga. Zdaj, tam so bili vsi kanali utečeni. Ti nisi mogel ne izvažati, ne uvažati, če nisi šel preko nekega kanala. Če si šel v Italijo, ne vem, Jadran Sežana, Primorje Export, Primex, če si šel v Nemčijo, si imel na drugi strani Slovenija Leskandels, Lesko, Unimercat, če si šel kam više gor, si imel kakšne druge firme in tako naprej. To je potekalo na izvozni poti 4%, na uvozni 2%. To so bile take zelo spodobne marže, lahko so tudi više. Recimo, to je takrat bilo preko del popolnoma normalnega poslovanja. Kaj se je pa dogajalo na teh firmah gor, kjer so bili pa direktori, tako kot je kolega zdaj rekel, ljudje, ki so bili odvisni in postavljeni tam samo za checking in za te stvari, ki tudi nisi nikoli srečal, to moramo tudi povedati, je pa druga zgodba. Na koncu
mislim, da je bil še krovni sistem, je bil pa bančni, ne? Je bil pa Frankfurt, ne vem, ta LHB Frankfurt je pa vse to še finančno menedžeriral med njimi, ne, najbolj. Pa ste imeli v New Yorku LBS banko, ne, in to so bili potem na koncu sami problemi s tega, ne. Tudi pokrivano, skrivano in tako naprej, ne. Ampak tako neposredno, ne, da bi v tistih časih tega ni bilo. Tudi ne vem, če je bilo na višji ravni, ker holding, ki je imel svoje finance, tudi na Indesu, ne. Če se tam kaj dogajalo, to pa pač tega neposrednega vpogleda tam nismo imeli. Drugač pa ta del, ki smo ga mi opravljali, ne, torej pa preko skupaj sem se dogovoril za določeno ceno, ne, ali vse izvoz, uvoz, vedel so druge provizije, ker moraš iti čez en kanal, ne, in pač to je funkcioniralo tako, kot je bilo dogovorjeno. Gospod Pester, gospod Tanko je pomenil v slovenski bančni sistem v prejšnjem režimu, ko je ustanavljal banke tudi v tujini. Lahko to malo razložite, ker to je bila pa tudi ena čudna zgodba. Ja, tukaj je bilo več čudnih zgodb, ne. Prva zgodba je seveda ustanovitev LHB-ja, ki se ustanovi kot Kredex München. Šele potem iz tega Kredex Münchena krene proti Frankfurtu za ustanovitev LHB-ja. In ta Kredex München ustanovita Ljubljanska banka in Slovenija les in je bil glavna točka za financiranje izvozno-uvoznih poslov, pri katerih so se pojavljale te provizije, ampak pot teh provizij je bila presenetljiva, ker vse z Igorjem v kriminalnih temeljih teritorijalne obrambe neke te poti najdeva, ne, in ugotoviva, da gre pravzaprav denar na švicarske račune pri švicarskih bankah, od tam pa naprej steče dobesedno po omrežju podjetij, ki jih je leta 1951 v Lichtensteinu zgenerirala Udba pod po nareku Partije, ne. Druga, seveda, nora bančna zgodba je bila LBS New York, ki so jo konec 80-ih let dobili, ko je prala denar, pri čemer so na LBS-u verjeli, da gre pravzaprav za denar mafije. Namreč šlo je tako, da so ameriški regulatorji ugotovili, da je LBS New York praktično pralnica denarja in niti ni banka sama po sebi, in so jim podtaknili pod krinko agenta, ki se je predstavljal kot nekdo, ki je predstavnik mafije, ki raba ukrati denar. In so mu rekli enostavno, da ni problema. Eden z bolj znanih hrvaških SDV-jevcev, ki je deloval tudi v Trstu in zelo velik v navezavi za Slovenijo, Josip Španjol, je na reki odprl račun in transferiral ta, pod narekovaji, mafijska sredstva iz LBS New York na Ljubljansko banko Ljubljana do reke in potem so jih pač dobili. To je sama narava teh bančnih podružnic in ko smo delali na preiskovalni komisiji, smo ugotovili, da je največja kloaka seveda v bančnih podružnicah, ne samo na Balkanu, ampak tudi po drugih državah. Omenim švicarski NLB Interfinance, za katerega se ne ve, kako je nastal, ampak jaz sem rekonstruiral to zgodbo. Enostavno se je iz Slovenije leta 1989 sprožil javni denar, ki je prišel iz treh virov, GZS, Banke Slovenije, pa v obliki nekih kreditov Ljubljanske banke, vse skupaj prenešeno na podjetje, ki ni obstajalo, pa je bilo tam, Adit, iz tukaj je šel denar na Tržaško kreditno banko, z Tržaške kreditne banke na Proteus v Luksemburgu, iz Proteusa v Luksemburgu v Proteus Finance v Civih in potem nekaj let kasneje, se pravi natančno po koncu prve sanacije 97. od Saftija odkupi to banko Nova Ljubljanska banka in dobimo NLB Interfinance. Safti je takrat pošteno izplačan in mora biti izplačan, ker se Safti likvidira in vse skupaj prenese v KB19-9. V starega znanca, ki ga je druga preiskovalna komisija najdla za podjetje Mark Medical, ki je izčrpal preko stentov 300 milijonov evrov iz slovenskega zdravstvenega sistema in seveda znam je tudi po temu, da je postal lastnik Mladine,
hkrati pa še cele vrste slovenskih podjetij, ne bi si mislili, pa so se požarili v privatizaciji od Istrabenza do klirinško-depotne družbe. In še ta elementak, ne, da boste vedeli, koliko sprevrženo je vse to skupaj, NLB Interfinanc je v kreditni izpostavljenosti skupine Nova Ljubljanska banka do srbske skupine Invej, to je bilo 83 milijonov evrov, ki jih nikoli niso videli, je financiral pravzaprav Invej kot ekonomski oddelek Surčinskega klana. To je pa tisti, ki je pomagal planirati in izvršiti atentat na Džindžiča. To je dno, dna in tega dna ni nikoli konc. In če je bil prvoten greh narejen švercem čikov leta 1948, se te kriminalne narave, vzporedni mehanizem in slovenske banke niso nikoli rešili. In temu je treba reči tako, kot je, to je svinjarija. Smo še nekaj omenjate tudi podjetje Adit, ki pa tudi niso vedeli, kaj z njem narediti. Ja, drži, ne, niso vedeli, kaj z njem narediti, dokler ga niso dokončno likvidirali, ampak dokaj je treba še par stavkov povedati. Ne. Adit je bil podjetje, ki po jugoslovanski zakonodaji ni obstajal. Enostavno ni bil ne sozne, tozne, ni česar, ni obstajal, ampak hkrati pa, kot vemo iz dopisov dveh mladih upov komunistične partije v 70-ih letih, Danila Tirka in Milana Kučana, je bilo to navidezno podjetje dejansko v lasti Socialistične zveze delovnega ljudstva. Zakaj je bilo pomembno? Zato, ker je bil glavni vzvod za izvoz družbenega premoženja iz Slovenije v Švico, kjer se je skril do vrnitve v privatizacijo. In ta Adit je zanimiv, to je eden izmed ključnih elementov pri prevzemu tednika Mladine, ne, ker ko so bili pritiski preveliki, so vendarle v sredini 80-ih let ta Adit ustanovili kot podjetje, vendar pa so leta 90 Adit, tako kot je naša tranzicija tekla, Adit družbeno podjetje, in založba Tržaškega tiska in Safti ustanovita Adit d.o.o. kot zasebno podjetje, ki preneseta čisto vso poslovno dejavnost. To poslovno dejavnost pa pol prenesejo na podjetje Distriest, ki pa v celoti kupi Mladino in mislim, da je s tem lepo pojasnil, zakaj leta začetku 90-ih let Mladina popolnoma zamenja uredniško politiko iz enostavnega razloga, ker je bila zalita z udbovsko-partijskim denarjem iz vzporednega mehanizma. Seveda na koncu v cvelk, ko je treba sledi pobrisati, gre Adit v stečaj in ta stečajni upravitelj je tam seveda nikdo drug kot Franci Perčič. Franci Perčič je pa vodil kampanjo za Milana Kučana, predsedniško kampanjo v začetku 90 let. Gospod Merza, gospod Pezdir, vi da opisujete tukaj precej kriminalne, zločinske stvari in udbe in partije. Zanimivo, da je ostalo kar nekaj gradiva. Kako da ga niso vsega počistili za sabo? Ogromno so ga, večina je uničenega. Ampak seveda, če bi bila večina uničenega, potem bi težko pisali knjige, ker bi bilo premalo dokumentacije. Ampak je nenavadno dejstvo je pa to, da je nekaj popolnoma uničeno. Ne obstaja nekaj en dokument. So pa recimo segmenti, ki so dobro ohranjeni, ne enakomerno uničeno. Recimo tale knjiga Kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB so najdela z Radotom v arhivu 10.000 strani. Kar je ogromno, veste, za eno knjigo napisati, 10 strani dokumentov je v redu, ne? Lahko naredi zgodbo, da človeka zelo anatomsko globino priješ čisto dnasko, ne? Se pravi, da sta res lahko naredila neko analitiko in spravila bolj neko zgodbo, ne? Jaz ne govorim zdaj o kvaliteti, govorim o pristopu, ne? Jaz ne moram govoriti kvaliteti svojih knjig ali pa njegovih knjig, ne? Ker sem avtor, ampak lahko pa rečem, da se potem lahko taka stvar bere kot kriminalka. Ampak ki ni literarna izmišljotina kot kriminalka, ampak kriminalka temelječa na dejstvih. In vam povem,
da so te kriminalke temelječe na dokumentaciji, da včasih se ti zdi, da noben literarni ne bi si mogel izmisliti takih dogodkov, kot se jih najdete v teh dokumentih. Samo en primer bi povedal, mogoče, da malo razbremenim. Ko so, namreč v tej knjigi pokažejo, da je stara udba, ki se je preselila v gospodarstvo, banke, pa v zunanje trgovino, je začela to svoje kapitalistično znanje, ki ga je imela v socializmu, je zdaj začela uporabljati ne več po nalogu države in partije, ampak za svoj račun. Zato je pa mlajša udba, ko je to partija ugotovila več partije, mlajša udba se je spravila na to staro udbo, ki je zdaj druge, ki je na te gospodarske politike. To je bistvo te knjige. In kaj se zdaj zgodi? Miloš Ogrizek, bivši šef slovenske udbe, gre, ki je sodeloval v teh rabotah, gre v oblikovanju črnih fondov, gre v Švico, Zürich. Wegelin, ja. Banka Wegelin, St. Gallen, in ko se vrača, tam vzame dokumentacijo, jo spravi torbo, in ko se vrača 8 ur trga to dokumentacijo in meče skozi okno vlaka. Kako to vemo? Ker je zraven njega sedel sodelavec udbe, za katerega je ta Miloš Ogrizek, bivši šef udbe, misli, da je njegov prijatelj, zaupnik je bil pa hkrati tudi sodelavec udbe. In ta je poročal drug dan udbi, kaj je delo Miloš Ogrizek. In tako naprej. Hočem reči, da so take zgodbice iz dokumentov, ki so zelo zanimive. Gospod Omerza, kar obdržite mikrofon, boste še eno zgodbico povedal. Še ena knjiga je, nosili so vse, pa se berejo kot kriminalke, še ena knjiga je, kjer pa obravnavate enega največjega slovenskega medija, se pravi Delo, temna stran Dela. Ja, prvi del, še dva dela. Ja. Govorim zaradi tega, ker so mediji zdaj trenutno zelo pomembni. Vsi so praktično v nekako v lasti levice. No, Delo je bilo seveda veliko bolj pomemben časopis, kot je danes. Takrat je bil Delo, pravzaprav po Delu se je videla, kaj misli partija, vrh partije, politike. Delo je bilo seveda kot medij, kot centralni časopis, popolnoma v rokah partije. Bila je niti ne cenzura, ampak samo cenzura. Novinarji že kar sami so vedeli, kaj smejo, kaj ne smejo pisati. Plus to so imeli pa, to pa dokazujem že v tem delu, v prvem delu, pa še v naslednjih še bolj, da je bilo ogromno novinarjev, tudi sodelavcev, se pravi konfidentov službe državne varnosti. Celo glavni urednik Dela, recimo Mitja Gorjup, je bil tak. In še mnogi drugi novinarji, to je pravzaprav največ, če gledamo tako, seveda ne vem točno, ampak recimo na RTV je bilo seveda tudi tega veliko, ampak je veliko manj ohranjenega. Ne vem, kje je bilo največ, ampak mislim, da je bilo največ sodelavcev udbe prav v časopisni hiši Delo. To bi rekel po nekem občutku, čeprav, ker nimam celotne dokumentacije, tega za prvi duš ne moram reči. Mogoče še jaz dodam RTV Slovenija, naprimer v arhivskem gradivu fond 1931, tehnična enota 3063, imate lepo zapisan, da je v drugi polovici 80-ih let, takrat še je RTV Ljubljana, imela v Rimu črni fond, prav tak udbovski črni fond, pri podjetju, no zdaj mi iz glave je šlo, če se bom spomnil, ga bom povedal, in za tem črnim fondom so dejansko uslužbenc na RTV-ju upravljal. Potem imate v tehnični enoti 2597 Kapital, imate noter zapisan, da ko je denar letel iz Adita proti Trstu, je v Trstu seveda letel v B-blagajno, se pravi nelegalno blagajno, ker se je bilo treba izogniti Italijanom, da bi razumeli, da pride en denar iz Jugoslavije, pa gre pa v Švico. In ta denarni tok se je zlival med zaposlene na RTV Ljubljana, torej na predhodnici RTV Slovenija. Tudi ta medij je globoko bil v vzporednem mehanizmu in to prvemu finančnemu delu. Ne nazadnje, danes zelo dobro vemo, da je mladina zrasla na temu, rekonstrukcija je popolnoma obdelana in da je tudi še živela po temu na vzporednem mehanizmu leta in leta kasneje.
In seveda rekonstruirano je tudi Dnevnik Republike, če se spomnite iz 90-ih let, ko je bil izrazito pro-predsedniški, takrat, ko je bil Milan Kučan predsednik države, in tudi to je prišlo iz usporednega mehanizma. Ne? Da ne govorimo o čudaškosti v ostalih medijih in njihovi privatizaciji, ampak v osnovi je to en del te zgodbe, ne? Kako z finančnimi tokovi ti pred padcem sistema, ne, jih umakneš, pa jih pa nazaj vrneš in začenjaš zasedati ključne točke in začneš jahati tranzicijo po svoji poti. Preden dam besedo gospodu Tanku in potem še vam bi samo še jaz nekaj povedal, se bom navezal na gospoda Omerzo, namreč ko je govoril o delu. Ne. Jaz sem bil novinar Dela, glih, na prelomu 80-ih v 90 leta in lahko vam povem, da so nekateri člani določene rubrike, takoj ko so bile postavljene, romale v predsedniško palačo, kjer je bil Milan Kučan. En tak primer je recimo sobotne kolumne Danila Slivnika. So takoj, ko so bile postavljene spodaj v tiskarni, so bile že pri predsedniku države. In Danilo Slivnik je enkrat pogruntil to, da je to, ne? In pol je šel, tik preden je šel pa v tisk, je šel pa nekaj spremeniti, kot da so bili oni predsedniški plači, pa včasih mal šokirani. Poglejte, pa ko smo bili pri medijih, gospod Tanko, mediji so zelo pomembni pri vsakih volitvah, ko igrajo neko ključno vlogo, običajno v dobro levice. Tudi promovirajo nove obraze. Novi obraz pod narekovaj, ker vemo, da Robert Golob ni ravno novi obraz, je zdaj nekdanji direktor GEN-I-ja, ki je se po javnomnenjskih raziskavah dvignil še preden je imel sploh stranko in še preden je imel sploh program. A vi poznate njegov program? Jaz se ga najbolj tudi on ne pozna, ker niti ne ve, koliko strani ima. Ko so imeli pač tole, ne vem, to konferenco, kako temu rečemo, ne, ni vedel, ne. Boj, da imam nekaj več kot 100 strani, je rekel. In očitno, da ga niti ni sestavljal, ni sodeloval pri njemu, niti ga ne zanima, ne, očitno je, bom rekel, ta medijski menedžment, ne, ključno s PR agencijami in tem, ki ustvarjajo javno mnenje, ne, ala Mediana, ne vem, Vox Populi in kakorkoli, ne, nima medija, to pač oni to nabijo, ne. In kar naenkrat se nekdo znajde na neki lestvici priljubljenih politikov, ne, čez noč, tudi se zgodi, da kakšnega čez noč umaknejo, ne, ki pač ni več v preko prioriteti. Je pa to problem, no, zdaj, če je bil Cerar nov politik, ne, pa če je bil Šarec nov politik, je tale Golob je reciklaža že, ne? Ker on je že opravljal politične funkcije, je že bil visok državni funkcionar, ne, v izvršni oblasti, ne? In v bistvu pač je del tega, ne, tega ferajna. Ne? Tudi že potem vidite, ne, da ne glede na to, kakšno plače je imel, ne, in je imel ene 5krat previsoko, ne, glede na pravila, ki veljajo v slovenski družbi, se mu ne zgodi nič. Ne. Zanj sem videl na neki objavi, ne, da je njegova bruto plača manjša od njegove neto plače. Dajo, uporabijo vse možne finte, ne, kar veste, da je nemogoče. To je kot tisto, veliki pa mali krogec. Ne gre. In tle se pač ta zgodba dela, ne. Ključen interes je v tem, ne, da se vzdržuje nek dovolj primeren nivo, ne, teh javnih financ, ne, kar zadeva prilivov v proračun. To neposredno pomeni višje davke, ne, neposredno za gospodarstvo, za nas prebivalce, ne, in pa potem pridejo ti bombončki ala ne vem, razni čudni ukrepi, ne, socialne države, ki to niso. Ne. V bistvu vsi ti ukrepi, ki jih levica pelje pod tako imenovano socialno državo,
povzročil v bistvu to deformacijo, ne, da se delo ne splača. Se pravi, ne vem, tudi 2 let nazaj, 3 leta nazaj Levica izsilila Šarčevo vlado, ne, da so dvignili to nadomestilo za brezposelnost iz 280 na 402 evrov, ne. In to je neobdavčeno, ne, mesečno. To pomeni, da so jim priznali splošno dohodninsko olajšavo 4800 evrov. Vsi tisti, ki pa so zaposleni, ima pa 3500. To pomeni pač, to na enem se tudi dela nek sloj ljudi, ne, ki pač živijo na socialnih razlikah, ne, oziroma koriščenju socialnih bonitet, namesto na delu. Mediji pač enostavno to popularizirajo, držijo to, ne, težko je, ne, v taki situaciji, rekel, težko je zmagati, ampak mislim, da bomo. Žal pa ljudje pa še vedno kar nasedajo, ne. Preden vam dam besedo, pa še čisto na kratko, gospod Tanko, kako bi res na kratko ocenili delo sedanje vlade in zakaj je potrebno, da delo ta desnosredinska vlada oziroma desna vlada nadaljuje tudi še en mandat ali pa še 2 mandata? Zdaj, če gledamo samo, bom rekel, to preoblikovanje, ne, bom rekel, pristopa. Če bi bila, recimo, katerakoli leva vlada v tej krizni situaciji, bi najbrž se zgodilo podobno, kot se je v času finančne krize. Nič oziroma težave bi imeli. Ne. Dogodilo bi se nekaj, ne, sem pa tja bi mogoče kaj pošpendali, kakšni socialni skupini, ne, v resnici bi prišlo pa do odliva denarja, ne, na tak ali drugačen način preko teh režimov. In ključen problem, recimo, te vlade je v tem, da se je ključen denar, ne, se je enostavno porazporedil v pomoč, ne, gospodarstvu, ne, in pa tudi se je pokrilo vse te socialne skupine, ne, ki jih je kriza tako ali drugače prizadela. Ne. Tega denarja, pa naj je to za upokojence, študente, zaposlene, zaradi čakanja na delo, ne vem, in tako naprej, ne bi državljani ljudje nikoli videli. Nikoli. In če bo prišlo do spremembe, ne, in to, kar zdaj ta inštitut 8. marec bere odprava, ne, teh zakonov, ki so to prinesli, pomeni, da se vračamo na režim, ki je bil podvržen, ne, točno tam zgodam, ne, ki sta jih predstavila gospod Omerza in pa gospod Bizler. Se pravi, nižje pokojnine, nižje plače za tiste, ki res delajo, vračati bodo mogli so pomoč nazaj, da bo več denarja za te nevladnike, karkoli jim že rečemo. Vse, gledajte, bistvo tega, ne, sistema socialističnega je PR, ne. So močni mediji, ne, oni to pokrivajo 100 na uro, ne, pa ne gre to za tiskovno agencijo, ne gre to za televizijo, ne, tam že grozijo, da bodo prevzeli, ne. Da bodo odnotraj prevzeli to stvar, ne, in enostavno potem ti lahko z močnimi zvočniki te megle prodajaš, ne. In ljudje pač to na nek način poslušajo in na vse zadnje tudi verjamejo, ne. Zdaj to, kar sta kolega povedala, ne, če to bolj preprosto povemo, ne, ti, ne, ki so pač živeli na to življenje globoke države, ne, so ga živeli v sedanjem času, ne, in vse povsod po svetu, ne. Za tiste, ne, ki pa so plačniki tega, ne, pa prodajo vizualizacijo, to se pravi svetlo prihodnost, ne. Pač ta režim tako funkcionira, ne. Pa še nekaj v bistvu, ne, poučnega tudi iz te ukrajinske zgodbe, ne. Morda bi se bilo dobro vprašati, ne, kako to, ne, da imajo vsi ti politični in gospodarski tajkuni iz socialističnih držav, ne, denar deponira na Zahodu, ne. Ga nimajo v svojih bankah, ga nimajo v svojih državah, ampak ga imajo zunaj, ne. In to, kar so s temi ukrepi, ne, ki jih je zdaj Evropska unija sprejela in tudi
Tudi druge države ne so v bistvu so jim blokirali preko denar na tujih bankah. Ne. Celo švicarske banke, ki so take, so enostavno pristopile k temu in zamrznili denar. Ne. To se je za vprašati. Ne. In to so te globoke države, ne, ki so od starega naprej šle. Ne. Tudi pogledajte Venezuelo, pogledajte, ne vem, katero koli afriško socialistično državo, tudi naša ni funkcionira čisto ni drugače. Čisto ni drugače. Vse so temeljile na nekih lažnih, lepih obljubah nekje v prihodnosti, ki ta prihodnost ne bo nikoli prišla. Nov razred leve elite je pa lepo živela. Zdaj pa prosim vas za vprašanja in za kakšen komentar. Kar pogumno. Bi kdo kaj povedal? Vprašal naše sogovornike. Zanimivega sta ona dva, ki imata dokumente. Mogoče, ker sem že v Ibanci, rečemo kakšno škrabcu in škrabčevo plemstvo. Z Igorjem sva delala veliko na temu, jaz sem tudi en dober del opisal škrabca in sicer opisal sem prve biznise, na katerih je vzklil, pa opisana je malo privatizacija, ki iz nekega razloga se še vedno po sodišču vleče in ne moreš v arhivu dobiti vse dokumentacije, kar je zelo zanimivo. Meni je bolj v glavi, da en umika dokumentacijo. Pa seveda njegovi posli dejansko njegovega očeta Stanislava v Moskvi. Zanimivo je, da je to rdeče plemstvo Škrabec imelo črni fond čist na drugi hemisferi, medtem ko so šli vsi v britanske deviške otoke, Otok, Man, Liechtenstein, Luksemburg, Cipr, so oni v Rusiji generirali črne fonde. In pri tem so uporabljali enega izjemno notoričnega kšeftarja srbskega porekla, Đorđevića, ki je bil znan po temu, da je znal prav za vsako podjetje zgenerirati nek črni fond v enih neverjetnih poslih. Zanimivost tega nastanka, se pravi drugega, malega škrabca, pač ni več mal zdaj, ampak ajde naj bo mal, je pa seveda, kot veste, v teh jugoslovanskih dolgovih, mislim sovjetskih dolgovih do Jugoslavije, ki jih je odkupil zato, da je potem denar vložil v izvoz lad. Zdaj, fora pa, če veste, je bila zelo dobra takrat, ne. Rusi pa Ukrajinci so na vsak način hoteli izvoziti lade na zahod. In zato so celotno proizvodno po zelo nizkih cenah enostavno porivali proti zahodu. Pomenili je, da pri njih lad ni bilo več in se je cena lad dvignila v Ukrajini in Rusiji. Zdaj, kaj so te fantje, Škrabec in prijatelji naredili? Ne? Na Cipru so ustanovili podjetje, potem so pa iz Ukrajine pa Rusije pobrali te lade in jih kobojagi izvozili na Cipr, po jih pa vse nazaj vrnili v Rusijo pa Ukrajino, pa po drugih cenah prodali. In tukaj je v osnoven kapital ratu. To, ki je bilo treba reči, pa še nekaj je treba povedati. Najdel se je nekaj dokumentov, ki kažejo na izjemno tesno relacijo med Stanislavom Škrabcem pa Milanom Kučanom, kar verjetno lahko marsikaj pojasne tudi v naprejšnji konstelaciji tega dela omrežja, ki domuje tukaj. Izvolite. To bi bil skoraj greh, če ne bi bil. Kaj mislite narediti s Sočkom, ko boste sestavili novo vlado, kar jaz sploh ne dvomim, ker vemo, da je sodstvo naša rak rana, ki dela pod vplivom ene politične opcije. Hvala. Najbrž je to mišljeno meni, ne? Ja. Sodstvo je dejansko ključen problem in je, in mislim, da sta potrdila to najbolj zaščiten del slovenske družbe. Ne? Najbolj zaščiten.
Tudi ko je nekoč Mitja Ribičič rekel, ne, da ko se te tranzicija delala, ne, je rekel, vse lepo vzamel sem sodstva. Je pa problem pri sodstvu v tem, ne, da za kakršnokoli resno spremembo v sodstvu rabiš 2/3, to se pravi najmanj 60 glasov v parlamentu, da spremeniš ustavne določbe, ne, glede sodstva, določene stvari tam poštimaš in potem lahko šele to nižjo zakonodajo urejaš. Ne moreš drugače to speljati. Zdaj v tem obdobju, ne, od osamosvojitve naprej, niti približno ni bilo nikoli take močne koalicije. Pa tudi takrat, ko so bile koalicije tam blizu 50 ali malo čez, je bila vedno vsaj ena izmed partnerskih strank, ne, v taki koaliciji, taka, ki je bila a priori proti. Ne. A priori proti. In to, kar zdaj nastajajo, te male satelitske stranke, ne, so v bistvu drobljenje političnega prostora in eden od razlogov, ne, da se ta prostor drobi, je točno to, ne, da si na koncu prisiljen nekoga vzeti v koalicijo, ne, v bistvu si vzel pa zavorni mehanizem. Ne moreš, ne narediti. Ker če bi bilo to recimo 3 ali pa 4 stranke, bi se to drugače delilo, ne, zdaj pa v bistvu špekulirajo, da dovolj strank pride čez prak. In tu je, bom rekel, trajna težava, ne. Rak rana, bi rekel, tega režima, ki ima nizek prak, ne, 4%, popraviti ga ne moreš, ker je ustavna kategorija to, rabi spet 60 glasov, sistema volilnega ne moreš zamenjati, ker rabi spet 60 glasov, ne, in si v bistvu ujetnik tega, ne. Da pa ne uspeš več, ne, je pa problem medijev, ne, ker so vsi na drugi strani večinsko in enostavno tukaj prebiti ne moreš. Ne. Ti s projektom ne moreš priti, to niti ga serverajo na laži, obraniti ga ne moreš, ker ti ne dajo besede, ne. In si enostavno skozi načisti. In to se rešuje zdaj le mogoče z domovino, v večji meri z demokracijo, ne pa z to novo TV, ne, da se vsaj malo ti monopoli razbijajo. Edina pot je, ne, da pridemo enkrat do 60 glasov, ne, in da se te določene spremembe na ustavne spremembe naredijo, drugače to po mojem ne more. A veste, korenine tega sodstva v močverju segajo v prejšnjem sistemu. Jaz povedal samo en primer, namreč Albin Igričar, sociolog, je v 80 letih, s kakšnim namenom je to delo, ne vem, naredil eno raziskavo med sodniki. Ta raziskava je pokazala, da so vsi vrhovni sodniki člani partije. Takrat so imeli, mislim, da še delo sodišče združenega dela. Ne? Več kot 93% teh sodnikov je bilo članov partije. Več kot 50% sodnikov na temeljnih sodiščih je bilo članov partije. Ta raziskava jih je tudi vprašala, se do kdaj je doživeli kakšne pritiske. Velika večina, praktično vsi, so rekli, da so doživeli bodisi pritiske s strani sindikatov, bodisi pritiske s strani Socialistične zveze delovnega ljudstva, so prav povedal, bodisi s strani centralnega komiteja Zveze komunistov. Nekateri sodniki so mogli iti na centralni komitej, ampak najbolj grozljivo pri vsej zadevi pa je, da je velika večina sodnikov odgovorila in priznala, da sodi v skladu z moralnimi načeli socializma in partije. To je pa grozljivo in to se vleče vse do nas. No, mogoče samo še stavek ali dva, ne? Zdaj sodniki so bili, ne, družbeno-politični delavci v bistvu, ne, niso bili samo novinarji. Druga stvar pa je, ne, da so kadrovsko politiko, ne, v bistvu vodi sodni svet, ne. Z izjemno močnim vplivom je tudi to vrhovno sodišče, ne, in dejansko, če boste pogledali, ne, kadrovanje, ne, tam se ne naredi napaka, ne, pri tem, komu se podeli status okrajnega sodnika, ne, kdo napreduje v vrhovnega sodnika. Bodo ponovili glasovanje tolikrat, da prišli čez. Ne. In imamo primer že zdaj v tem mandatu, ne, primer mislim, Gorkič, ne, je en tak primer, pa še ne dva, ne, ki
recimo eden takih, bom rekel, ki je napredoval na vrhovnem sodišče brez dneva prakse in sojenja, tudi zelo kvaliteten profesor sicer, ne, Kerševa, ne. In tu, ne, se stvari pač enostavno reproducirajo in to gre veriga gor. Veliko je sorodstvenih povezav v tem delu napredovanja. Znotraj sodstva. Tako da tle ni prepuščeno popolnoma nič slučaju. Popolnoma nič. Gospod Tanko, hvala. Ima še kdo na hitro? Samo še eno vprašanje, če ima kdo, drugače bomo mi počasi zaključili. Ima še kdo? Bom pa jaz nekaj No, dajte. o te odvetniške družbe Čeferin, kako kaj, to malo zgodovino pa toke stvari. Ja, to je težko karkoli o zgodovini reči, ne. Ne so to vplivne ja. To bi mogel tako, ne, eno tako knjigo napisati, kaj tale, pa tele, ne, če bi hotel odgovoriti, ne, na pamet je težko, ne. Težko. Pa tudi nekorektno bi bilo, da bi neke sodbe dajal, neke stvari, ki nisi niti proučil, ne. Treba tudi vedeti, ne. A ja, jaz pa bi vseeno vprašal, jaz sem Ludvik. Vaju dva, gospod Omerza pa Rado, kakšne pritiske doživljata glede na te izdane knjige? Jaz moram priznati, Bojita, no, ja, mislim. da pritiskov nisem bil nobenih deležen do zdaj. Jaz mislim, da vsi razumejo, da sem jaz konkretno nov in da pritiski name naredijo samo še večjo štalo, brez primere. Pač prezdirja se ne da utišati, na noben način se tega gobca ne da zapreti. Enkrat pa sem imel neki v Reporterju, sem pisal o Kazinoju Portorož in vlogi Milana Kučana in potem je on pismo bralcev pisal in da mu bo tožil in naslednji teden je dobil in naslovnico in cel šop dokumentov, tudi jim je jasno, da sem jaz popolnoma nov in moja z tega vidika imel. Če pa kdo težil, pa izvoli, se vidimo na sodišču, tožili boste itak dokumente, ki ste jih vi podpisovali, pa da vidimo ta joke pove. Ja. No, mene so trikrat pelali na sodišče. Eno stvar je državni tožilec zavrnil, sploh ni prišlo do sodišča. Zdaj sem na prvem naroku prinesel dokumentacijo in sem rekel, jaz nisem to napisal, to so napisali udbovci, ne. Prosim, pejte do njih, pa izkušajte ugotoviti, je to res, ali ne. Jaz sem objavljal dokumentacijo, ne, in so odstopili od tožb, te dva, ki sem jih proglasil za sodelavca udbe, sem prinesel koliko papirjev in je bila stvar končana. Sem pa kaj na cesti, kdo nekaj zakriči za mano, ne, to je vse. Nisem dobil nobenih grozilnih pisal ali klicev. Roman Leljak je pa recimo dobil tega kar precej, ne, teh grozilnih zadev, ampak on tudi deluje tudi politično, recimo v občini, ne. Mogoče Titova cesta, tako naprej, recimo cela Gavama, ne. Mi da smo pa njemu na predavanju so prišli tisti, ne, teritorijalna obramba, stara tista socialistična, Rado Karučev zborane, ne, so neki kokodaka tam, ampak se pravim, kaj hujšega nisem doživel. No, bom pa še svoj primer povedal, ne. Jaz sem tudi dobil grožnjo s tožbo, ne, in sicer mislim, da leta 2005 ali 2006 preko Pop TV-ja je to zagrozil Drago Kos, ki je bil takrat predsednik protikorupcijske komisije, in takrat je njegova žena bivša, ne, imela neko firmo, ne, in je poslovala z državo in ni imela odobritve za to, ne, potem so to naknadno naredili. Jaz sem tam na neki tiskovni to povedal in je preko Pop TV-ja ne zagrozil, ne, preko tega ni bilo nič. Drugi primer je bilo pa to, ko sem komentiral ugotovitve preiskovalne komisije Sistemska tehnika, ne, to poznate najbrž, Viator Vektor. So mi tudi zagrozili iz Koroške, tam sta bila Pavček pa Šteharnik takrat, ne, da me dotožili in sem sam enostavno tiste ugotovitve preiskovalne komisije in sklepe spakiral in jim pismo poslal nazaj in tudi bilo ne.
Da se zgodi to, ne? Čeprav komentiraš recimo vse tisto, kar je bilo v državnem zboru sprejeto, ne? Ampak se poskuša tudi na tak način zagroziti. Če popustiš, ne, te lahko tudi zmiškajo. Ne? Pač nismo se dali, ne? Tudi na tem delu. No, o tožbah, o vadbah, ki pa dobivamo na demokracijo, pa raj ne bom govoril, to jih je pa dosti. Tudi jaz si jih dosti dobil in grožen v 90 letih, predvsem v glede afere Hit, ko so pisali takrat. Zdaj pa samo še rado, da bi nekaj dopolnil, niti ne dopolnil, bom pokomentiral. Bili so pa poskusi oziroma neka novinarska vprašanja, ki so te skušala napeljati, da je ta vzporedni mehanizem globoke države nekako bila ena taka dobrodelna organizacija, ki je zbirala denar za osamosvojitev Slovenije. Ja, si zame je bilo to legitimno vprašanje, ker jaz sem dejansko preiskoval to tezo, da je vzporedni mehanizem oziroma partija družbeno premoženje skrila zunaj zato, da bi pomagala pri procesih osamosvojitve oziroma lajšanje socialne stiske, ki je nastopila z praktično razpadom bivše države in odrezanih trgov na bivših republikah, tiste SFRJ. In po 5 letih moram priznati, da te teze jaz ne morem potrditi na noben način. Namreč izkazali se je, da je vzporedni mehanizem služil samo zato, da so državna sredstva na Valnem v Švici pretvorili v privatna sredstva in se potem vrnili v privatizacijo, zato da bi zadržali svojo moč. Ne? Kar pomeni, da so dejansko nam ukradli družben denar, da tiste začetek 90-ih, ki je bil velik kolaps gospodarstva, socialne stiske in brezposelnosti, ker smo mi pač gagali kle in imeli težave in bil vsak cent, vsak tolar takrat pomagal blažiti te posledice, enostavno so ga oni porabili za to, da so se vrnili na oblast v čim bolj močni izvedbi. To je klasično, lahko rečemo, da so srajci. Hvala vsem, ko ste prišli. Če vam je bilo zanimivo, bomo še prišli. Hvala gledalkam in gledalcem, ki ste nas spremljali po neposrednem prenosu. Predvsem hvala gospodu Tanku, da nas je povabil v goste, da lahko tukaj gostujemo. In hvala gospodu Omerzi in gospodu Pezderju, da sta bila z nami. Gospod Tanko, beseda zadnja je pa vaša. Ja, hvala lepa za vaš odziv. Tudi hvala vam, ki ste se udeležili. Predlagam pa, da se tam v predvelju še malo zadržite in v prostem pogovoru tudi še kakšno rečemo. Lep večer želim še naprej.